Prisrčno pozdravljeni v Rfudskem parku, v tej dragoceni naravni kulturni dediščini, ki jo danes bogatimo z novimi vsebinami. Z nami sta avtorja, ki sta ta projekt začela domišljati pred mnogimi leti, ko se je tudi začel oblikovati kot eden najzanimivejših projektov pri javni knjigi Evropske prestolnice kulture. Rfudski park je bil takrat na začetku še zaraščeno, zaprto, čeprav čarno, a nedostopno okolje, in na začetku ideje je bila seveda Neda Rusjan-Bric. Z Markusom sva se spoznala res veliko let nazaj, niti sama ne vem, 6, 7, čisto na začetku kandidature, ko je Dresden, mesto Dresden, ki je tudi kandidiral za Evropsko prestolnico kulture v Nemčiji, povabil druge kandidate in tam je bil tudi Markus, ki me je navdušil za svojimi projekti in z svojim Dresden Symphoniker. Namreč dresdenski simfoniki niso simfoniki, ki igrajo zgolj v dvoranah, ampak se podajajo na najbolj nenavadna mesta. In zato sem takoj takrat rekla, to je človek za nas, dajmo skupaj zasnovati nek projekt, takrat še nismo vedeli kakšen, glasbeni seveda, ki pa bo, od začetka smo rekli, v naravi, zunaj. I'm very happy to introduce you the composer Matej Bonin. Matej is a Slovenian composer and he wrote the Forest Symphony. So actually we have two very fantastic pieces. If you go this way, this is the contemporary path with a new composed piece, especially for this park here. And the other one is a romantic path with Schumann, Robert Schumann, Waldszenen. So I wouldn't be here without Leo Fischer and Aleš Krebs, who are actually for me you did something absolutely great because Leo was the programmer. It's actually also quite new for him, and you did fantastic work. And Aleš, you did the design. Also fantastic. The app is called Sympho, like symphonic forest. When you scan it, then suddenly there is an instrumental group, an instrumental section. You will find all instrumental groups of the orchestra one by one, and it's like a puzzle you have to solve. The orchestra grows bigger and bigger in the end. If you, for example, found all woodwinds, or for example all strings, then you can also listen to only the strings or only the woodwinds. In the end, at the amphitheater, if you found all instruments, you can also listen to the complete piece. And it is great fun. You have to explore, of course. Prizadevala sva si, da to ni neka običajna aplikacija, ki v bistvu človeka nekako pretenta, da stalno gleda v telefon, ampak sva želela, da gre za neko obogatitev doživetja tega čudovitega parka. Se pravi, da to ne nadomesti izkušnje tega parka, ampak da jo v bistvu obogati. Aplikacija je narejena s tem v mislih. Gre seveda za aplikacijo v bistvu vodenega sprehoda po parku, ki nam omogoča, da s skeniranjem QR kod odklepamo glasbene posnetke in to glasbo poslušamo. Če bi si pa želeli poslušati vse v celoti, pa to kar vzame 1,5 do 2. Tako da je podlaga za eno lepo glasbeno botanično popoldne. Temu, da imam zelo rad nenavadne kontekste, v katerih bi lahko deloval, te priložnosti niso ravno tako pogoste in je ta zagotovo najbolj posebna in ima prav posebno mesto tudi zame. Ampak ključnega pomena zame je bil ravno ta obisk tega parka in spomnim se, ko smo v bistvu to
pot prehodili in malce snovali ideje in koncipirali, kako bi vse skupaj tudi glasbeno s QR kodami zastavili, smo se po enem daljšem času ustavili tam nekje gor, mislim, da tam je ena lepa taka razgledna točka. In v bistvu kljub temu, da ta drevesa imajo eno dvojnost, ki je bila meni zelo všeč, in sicer ta neka homogenost celega parka. In hkrati, ko sem gledal ves ta, ker je seveda tudi veter naraščal, ne, ker je bila potem tista ploha. V bistvu na en način lahko rečeš, se giba v eno smer ali pa v drugo, v neki koordinaciji, ampak dalj časa, ko si v tem parku, vidiš potem še te male zamike in individualnost vsakega drevesa, lahko na koncu, če dovolj kontempliraš, skoraj da vsake veje posebej. No, ta dva umetnika sta kanadska umetnika, Louis-Philippe Demer in Bill Warren. Oba sta učila na univerzi, potem ko sta uspela, pri tem, da zdaj Bill Warren živi v Kanadi, Louis-Philippe Demer pa v Katarju. Tako da je bilo treba iz dveh različnih koncev sveta jih pripeljati sem. Sem smo jih pa lahko pripeljali oziroma so jih Novogoričani pripeljali, zato, ker smo v Ljubljani imeli njihov ta performance Inferno lani, približno pred enim letom, na otvoritvi ene največje konference muzejev znanosti, ki smo imeli na Gospodarskem razstavišču, približno 1000 ljudi. No in mi smo imeli te robote oziroma te eksoskelete spravljene v Ljubljani in zato je bilo možno jih pripeljati tudi sem. V resnici smo se dosti na hitro zmenili glede tega. Zdaj, to, kar je pri tem performanceu res najbolj lepo in najbolj atraktivno je to, da lahko obiskovalci poskusijo. Ne, ker mi gledamo robote vse tako daleč, zelo so odtujeni, zelo izgledajo neki stroji, ki opravljajo neke storitve, ampak mi vidimo, kako se ti roboti zdaj vse bolj približujejo našim življenjem, kako v enem trenutku bomo začeli živeti z njimi in deliti prostor s temi stroji. In mi se moramo nekako naučiti živeti z njimi. Po eni strani, po drugi strani pa razviti en zelo zdrav, kritičen odnos do vse te tehnologije, ki je tako zelo pametna in mogočna in sposobna. Tako da tukaj imamo zdaj v tem performanceu, ki je v bistvu ima obliko nekega plesa, možnost izkušati, kako je, kadar tvoje telo ni več v tvoji lasti, ampak nekdo drug upravlja z njim. In obiskovalci so lahko poskusili, kako se ta nehoteno telo njihovo premika. V tem trenutku pa so plesalci iz MN Dance Companyja vključeni v to, jih pa njihov frontman, ki ima brezžičnega robota, s svojim premikanjem premika. Tako da gre nekako za neko koreografijo, ki je ustvarjalna in ki omogoča to neko povezanost med ljudmi, ki je v resnici nekaj najbolj nasprotnega od tistega, kar smo prej videli, kjer so bili kot marionete pripeti na
bi rekel, na upravljanje nekoga drugega, ki se ga ne vidi. Ne? To sta pač umetnika upravljala iz ozadja. No, zdaj pa v resnici delujejo dosti sinhrono, ker so povezani s tem svojim učiteljem, plesalcem, frontmanom. Sem se danes udeležila te predstave, v bistvu ni bilo to, kar sem pričakovala, ker namreč na razpisu, katerega so objavili, je pisalo, da lahko sodeluješ, lahko poskusiš, ampak to je bilo pa boljši, ker si sodeloval v samem, ko bi rekel, performansu. Tako da je bilo eno presenečenje zame, bilo je zelo zanimiva izkušnja, ker dejansko si tam, ko te nekdo drugi, oziroma aparat, oziroma robot, bom rekel, želim te voditi in ti na tem nimaš nobenega kontrola, ne. Kar je zelo prijetna izkušnja, ampak vmes mi je tako prišla malo ta misel, ne, kaj bi bilo, če bi se dobila nekje, pa bi bila v teh robotski opravi, pa bi ta robot začel razmišljati po svoje in bi ti nekako izgubil kontrolo nad svojim telesom in to je bilo malo grozljivo. To je bilo pa grozljivo. Mogoče ta film nastaja, odkar sva se z Nadjo lotile snemati filme in to je bilo kar 25 let od tega. Namreč konec 90-ih sva še imele to srečo, da sva uspele govoriti in posneti ljudi, ki so se spominjali Prve svetovne vojne kot otroci. In takrat, ja, smo se šele zavedle, kaj pomeni ohraniti spomin ljudi, ki se spominjajo tako pomembnih zgodovinskih prelomnic. Druga svetovna vojna je potem bil film, ki je bil ves čas v zraku, ampak nekako tudi zaradi velike odgovornosti in je prišel na vrsto zdaj. Moram reči, da ta točnost, kdaj ga predstavljamo, je skoraj grozljiva. Namreč danes ne samo praznujemo 80 let konca Druge svetovne vojne, ampak jaz mislim, da tudi lahko manifestiramo za mir, ker svet se ponovno sesuva, delitve so vedno bolj očitne in očitno nas spet hočejo razdeliti na vse mogoče načine in ti ljudje, ki spregovorijo v tem filmu, pa nam dajo razumeti nekaj drugega, da čeprav so bili kot rojeni v tem prostoru mogoče na različnih zgodovinskih bregovih, govorijo eno in isto. V njih ni sovraštva, ampak ena izjemna moč, tako da jih vzljubiš, no. Ali z veseljem pripovedujejo te svoje zgodbe ali imajo še kakšne skrite spomine, ki jih ne želijo povedati? Verjetno tudi, ne. Je pa tudi res, da verjetno oni pred 30 leti ali pa 40 ne bi govorili verjetno istih spominov. Mogoče so to že ljudje v letih, tudi malo že pomirjeni s sabo in svetom, modri ljudje in tudi jih ni več strah vsega povedati. Vsekakor pa je pomembno, da ti spomini so zapisani, ostajajo v času nekje shranjeni tudi za prihodnje rodove. Predstaviti preteklost ne iz pozicije centra, ampak iz pozicije meje. Ker sem prepričana, da ta prostor ima in si zasluži neko svojo naracijo preteklosti, no, ki je dosti bolj povezovalna, čeprav se to manj sliši. Posneli smo seveda, jaz ne bom rekla ogromno, ker še vedno bi rada šla koga posneti, pa čeprav je film že narejen, ker bi bilo škoda, da ne bi vsak spomin
bolj kot jih je, ker jih je vedno manj, je vsak še toliko bolj dragocen, ne. Seveda niti približno ni vseh v filmu, nekako se potem prerinejo in se sami sestavijo in film sam pove, kaj hoče imeti in kakšen će biti. Tako se mi zdi, no, včasih, da v nekem trenutku kaže pot, ne. Jaz v glavnem, moja naloga je ta, da ji pripeljem material, da ji prinesem opeko, da ona iz nje zgradi hišo, evo, nekako tako. Kako vama uspe prepričati ljudi? Vem, da so to ljudje, ki imajo težke zgodbe in jih mogoče tudi težko povejo. Kako vama uspe prepričati, kolikokrat morate iti do koga, da vama potem zaupa zgodbo? Ja, to je tudi res. Moram reči, da tam, kjer pač ne želijo, spoštujem to njihovo željo. Se spomnim, to sem večkrat tudi že povedala, gospe, ki je rekla, ma ne, zato ker potem en teden ne bom spala. In razumeš, da je to brskanje po bolečih spominih in s kakšno pravico mi to počnemo. Po drugi strani pa tisti, ki hočejo, želijo, pa so izjemno dragoceni prav zaradi tega, ker uspejo iti preko tega in kljub vsemu, da je trpko, imam občutek, da se na nek način celo olajšajo, ne. Vsaj jaz si upam, da je tako. Verjetno so v tem času dolgem, kar ste snemali, tudi nekateri ljudje že preminili. To je prav žalostno, ker na te ljudi, kot sama veš, se navežeš, neprestano jih gledaš v montaži, ne, in postajajo v bistvu tvoji prijatelji, tvoji kolegi in potem kar naenkrat zveš, da ga ni več, ne. In težko soočiš to resnico, ki je seveda naravna, tudi ljudje so tudi že krepko v letih, ampak medtem, ko jih ti še vedno gledaš, kako ti pripovedujejo in obenem veš, da jih ni več. Ja, to se je zgodilo kar za nekaj ljudi, tako prav v tem kratkem času. Pa še nekaj se mi zdi, tudi to veliko povpraševanje in mislim, kar me je presenetilo, ne, da je tak naval, ko rečemo, ne. Ampak mislim, da to dokazuje, da smo tako kot ena velika družina, se mi zdi, ne. Ne vem, da očitno so nas sprejeli, no, s temi najinimi zgodbami, ki so njihove zgodbe, ne. Zato smo družina, ker smo povezani, ne. Brezmejni muzej je konferenca, ki združuje 4 mednarodne ICOM-ove odbore, torej Mednarodne muzejske zveze, skupaj z Zavodom GON 2025 in EZTS-jem. Gre v osnovi za konferenco, ki želi širše odgovarjati na to isto vprašanje kot Evropska prestolnica, namreč brezmejnost, koncept brezmejnosti in dela, trenutnih trendov dela v sami muzejski stroki. Vemo, da se je delo v muzejih v zadnjih letih spremenilo in mednarodne konference ravno v takih območjih, kot je današnja Evropska prestolnica kulture, so seveda še kako zaželjene ravno zaradi tega, ker nas nagovarjajo skozi različne izkušnje mednarodnih strokovnjakov, na kakšen način se lahko danes soočamo z delom v muzejih, še posebej naprimer v luči reinterpretacije dediščine, repatriacije določenih dediščin in nenazadnje tudi odnos do novega kodeksa muzejske etike, ki se pravkar sprejema skupaj z muzejsko definicijo. Gre pač za zelo bogat nabor dejavnosti, trajal bo 3 dni in enostavno je tukaj toliko mednarodnih gostov, da se jih res zelo veselim, kako jih bomo lahko poslušali. Danes je Svetovni dan muzejev in imamo to čast, da je z nami predsednica Mednarodne muzejske zveze, gospa Emma Nardi. Imamo tudi Sharon McDonald, mednarodno uveljavljeno strokovnjakinjo na področju dediščinskih študij, ki vodi Inštitut Karmah znotraj Humboldt univerze. Imamo Stefa Scholtna, direktorja Hunterian Museum iz Glasgowa, ki bo govoril o praktičnem delu repatriacije dediščine. Imamo seveda Charles Eshe, ki ne rabi velikih
veliko ime tudi umetnostne zgodovine. Različni avtori, različni ljudje, Tamara Delić, ki govori o nesnovni kulturni dediščini in seveda znotraj različnih panelov, za katere smo imeli 3-krat več vpisa, kolikor smo jih lahko sprejeli. Imamo tudi različne tematike, ki nagovarjajo. Med gosti imamo tudi direktorico Hiše evropske zgodovine iz Bruslja, naše strokovnjake, italijanske strokovnjake, torej res tukaj je zelo kvaliteten nabor govorcev. Jaz predstavljam ICOM Slovenija in za nas je pravzaprav ta konferenca glavni centralni dogodek našega društva. Naše društvo skrbi za to, da pač je slovensko muzealstvo povezano, omreženo s tujino. In ponavadi imamo kakšno konferenco, ampak tako velike, pa tako v bistvu multinacionalne, se pravi Italija, Slovenija, jugovzhodna Evropa in Evropa. To je pa velika konferenca mednarodna in je mnogo dobrih predavateljev, ki bodo prinesli pač te neke nove trende, nove poglede na stvari in še posebej se nam zdi pomembno, ker je tematika tako zdaj pereča v tem času, se pravi brezmejni muzeji, kako prestopati meje. Ene so politične meje, ene so geografske meje, ene druge so pa meje, recimo inkluzivnost, participativnost, se pravi, kako muzeje čim bolj odpreta. In tukaj bomo zvedeli zelo veliko takih zelo svežih, dobrih, odličnih vsebin v zvezi s tem in je to za slovenske muzealce izjemno pomemben strokovni dogodek. Torej, muzeji so se danes zelo spremenili, aktivirali, predvsem v muzeji, ki delujejo na multikulturnih in obmejnih območjih, morajo biti sposobni pripovedovati več od zgolj nacionalne narative in spustiti noter tako prostor manjšinam, skupnostim, ljudem, ki nenazadnje to isto zgodovino, ki se vedno pojmuje nacionalno, razumejo tudi drugače. Če se malo spustimo v naš ožji goriški krog, ni celotna nacionalna zgodovina tudi ista zgodovina, kot jo mi poznamo na Primorskem. Že samo v obdobju po koncu druge svetovne vojne, ko je bila vojna že zdavnaj v Sloveniji oziroma Jugoslaviji zaključena, ne pozabimo, da je bila celotno to območje del zavezniške vojaške uprave in da je to območje šele po letu 1947, torej 2 leti po koncu vojne, prišlo potem pod Jugoslavijo. In ta zgodovina, ki je drugačna od matice, nas seveda ločuje in nas tudi bogati. In si jo v veliki večini jo premalo poznamo in te zgodbe in ta pričevanja potem tudi izginjajo s pričevalci samimi.